začetek bomo napravili promo video. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci 53. pokala Vitranc, ki se bo z veleslalomsko tekmo začel reprezentančno 7 dni, 22 ur in 25 minut. Najprej seveda zahvala družbi Petrol, ki že nekaj let gosti našo novinarsko konferenco. Sicer pa smo v Kranjski Gori generalko za pokal Vitranc že imeli in sicer v začetku februarja, ko smo na podkoronški strmini gostili tekmo za Zlato lisico. Sicer pa vam bodo danes več o stanju ter pripravah povedali naši oziroma vaši današnji sogovorniki, in sicer gospod Simon Oblak, izvršni podpredsednik organizacijskega komiteja, gospod Jure Žerjav, župan občine Kranjska Gora in podpredsednik OKA, gospod Srečo Medben, generalni sekretar organizacijskega komiteja, gospod Boris Pesjak, podpredsednik organizacijskega komiteja, gospod Gregor Benedik, predsednik ASK Kranjska Gora in gospa Jasna Knez iz Kreativ Laba, ki bo predstavila spremljajoči dogodek Kumax Party. Ne nazadnje, z nami so tudi predstavniki podjetij, pokrovitelji pokala Vitranc, in sicer Petrol, Zavarovalnica Triglav, Elan, Porsche Slovenija, Skupina Laško, Hrvaška turistična organizacija s predstavništvom v Sloveniji, Agrokor z blagovno znamko Ledo in to je to. Pa kar začnimo. Gospod Simon, tudi letos v organizacijskem odboru teče vse kot po maslu. Je tako ali ne? Lep pozdrav tudi v imenu predsednika organizacijskega odbora, gospoda Vitorja Dragonja, ki je aktualni minister za gospodarstvo Republike Slovenije. Organizacijski komitej pokala Vitranc ima 26 članov, deluje v 13 komisijah in tekmovalnem odboru in je v približno enaki sestavi že od 2001. Letošnja novost sta Žiga Fišer, moj predgovornik, ki je zadolžen za odnose z javnostmi, in Aleš Odrekar, ki je pomočnik vodja tehnične komisije. Mi delujemo preko celega leta in pri tem imamo izdelan zelo natančen terminski načrt. V našem delu je predvsem zasledovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Med slednje želim izpostaviti predvsem dva. Prvega, da želimo tekmovalcem postaviti kar najboljše pogoje za izvedbo same tekme in gledalcem zagotoviti tekmo na svetovni ravni. Kako smo pri tem uspešni, najbolje veste vi, ki nas leta in leta zvesto sledite, za kar se vam tudi iskreno zahvaljujemo. V sami organiziranosti tekmovanja v Kranjski Gori je bilo v zadnjih letih kar nekaj premikov na boljše. Prav gotovo temu služi tudi izredno pozitivna ocena Mednarodne smučarske zveze po vsakoletnem izvedenem tekmovanju in tudi to, da nas je uvrstila v tekmovalni koledar Kranjsko Goro z termini do ta trenutek do leta 2017. Mogoče še podatek, da je včeraj bil tukaj, včeraj naj bi bil v Kranjski Gori predstavnik smučarske zveze, ki bi ugotovil ustreznost tekmovalne proge za izvedbo tekmovanja, vendar je oglasil se po telefonu in verjel našim besedam, da je tekmovalna proga v resnično idealnem stanju. Pomembno je še, da je Alpski smučarski klub Kranjska Gora član kluba T+, to je kluba najeminentnejših organizatorjev tekem svetovnega pokala, in ta klub danes predstavlja enega od pomembnih sogovornikov mednarodnih smučarskih organizacij pri pripravi in izvedbi organizacijskih in tekmovalnih predpisov za posamezna tekmovanja. In ne nazadnje, naš generalni sekretar,
Medved srečo, je bil ponovno izvoljen za predsednika tega kluba 5, kar je nedvomno lepo priznanje za njegovo aktivno vlogo v delovanju tega kluba. V zaključku bi se želel zahvaliti vsem sponzorjem, lastniku žičnic Kranjska Gora, občini Kranjska Gora in nenazadnje številnim smučarskim delavcem našega alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora in drugih zgornjesavskih smučarskih klubov, ki sodelujejo amatersko pri izvedbi samega tekmovanja, ki zahteva kar 600 dobrovoljcev na dan tekmovanja. Vsem iskrena hvala. Simon, najlepša hvala.